dobrodošli v novem B33 Tactical opremljen.si vlogu. Zdaj nadaljujemo našo pot. Tisto, kar smo zadnjič končali, smo šli potem peš čez Pangrčgrm, kjer smo ugotovili, da v bistvu je najprimernejša in najvarnejša zakonika skozi Pangrčgrm, se pravi Pangrčgrm je tam. Se pravi, tam je tabla pri onih kozolčkih. Potem bi šli do tega kozolčka in tule po tej makadamski cesti naprej in pridemo direkt do Svetega Miklavža, do cerkvice Svetega Miklavža, tako da ja, to je v bistvu preboj na Gorjance. Tukaj imamo pa dejansko zdaj vse odprto. Mi vas bomo zdaj vodili do same cerkvice Svetega Miklavža, tako da ja, akcija. Ja, tako na oni strani so kušenice oziroma travniki. Potka je pa taka lepo utrjena, kolovozna, sicer so dosti krošnje nizke, tako da pri takih krošnjah v bistvu bi mogli razjahati pa iti peš, ker verjetno sami klestelj teh vej ne bi. Potem naprej se pa verjetno razjasni, tako da gremo naprej, raziščemo. Prišli smo malce globje na obronek gozda, se pravi prišli smo po tele potki, tule, po tele potki, gor na levi strani Košenica, tule pa zdaj pridemo v sam gozdiček, bukov gozd z visokimi drevesi, pot utrjena, mešanica kamnitega in zemljastega, tako da tle pa spet zajahamo in gremo naprej proti cerkvi Svetega Miklavža. Tako, potka je prva liga, tako bukov gozd, visok, kar pomeni tudi v poletnem času, ko je vroče, mi lahko gremo čez dan po takem prijetnem hladu. Tule spodaj je potoček, pa tisto, kar je posebno sredstva, zdaj smo junij, cvetejo kresne rože. To je taka, če pokažemo, kresna roža. To so včasih za ograjce imeli, no v ograjcah, ko so bile lesene ograje, sicer ne vem s kakšnim namenom, sem ko sem bil mali, sem to še videl, tako da to je bila neka tradicija, ne vem pa zakaj pa kakšen je bil namen. To je prva liga, gremo. Tako da ja, tako prehaja iz gozda v take majhne jasice in tam, ko so jasice take, pride do malo močnejše vegetacije. Od one točke, ko smo rekli, da bi mogli razjahati, pa potem smo šli čez tisto grmovje, pa smo spet zajahali. Od takrat naprej bi lahko jezdili skozi, tako v koraku kot v kasu, tisti pogumnejši tudi v galopu, ker gre za utrjen teren, pa tudi rahlo se tako vzpenja. Tako da ja, gremo naprej. Evo ga, če povzamemo, mi smo šli od Pangrčgrma, tukaj je ob potoku direktna linija. Tle gor se nahaja cerkvica Svetega Miklavža, tisto je naša ciljna destinacija, pa tisto, kar nam potem omogoča naprej napredovanje globlje v Gorjance. Tukaj smo prišli do takega križišča gozdnega. Na desni strani pot vodi proti Gaberju, tale tule pa gor naprej proti Svetemu Miklavžu, ali pa če bi se spustili dol, bi prišli pol proti Dolžu. Tako da ja, mi gremo po tele potki naprej. Akcija! Ok, tisto to križišče, levi krak, taka lepa potka, ravno utrjena, par 10 metrov naprej. Se pravi, priključimo se na asfalt. Gremo še par 10 metrov naprej in pridemo do cerkvice Svetega Miklavža, kjer se vam potem ponovno javimo.
Miklavža. Tako da ja, tukaj mi dejansko danes zaključimo naše potovanje. Od tu naprej smo v enem od prejšnjih vlogov že snemali, kako naprej na Gorjance. Tako da ja, prva liga, lajkite, šerite, subscribite se na naš YouTube kanal, kaj pozitivnega napišite. Pejte na opremljen.si, pogledajte, kam imamo od opreme, od nahrbtnikov do obutve, do filtracije za vodo, vse se najde, dehidrirana, liofilizirana hrana. Ja, kupite, opremite se na opremljen.si, pa se vidimo.